Lepo pozdravljeni in dober večer na 22. božično-novoletnem koncertu godbe Lukovica. Po 3 letih se spet družimo. Zadnja 2 praznična decembra so nas namreč godbeniki zabavali in nam igrali preko spleta. Zdaj pa smo končno spet tukaj v živo. V uvodu ste slišali slovensko himno v čast naše domovine. Koncert Lukoviške godbe je hkrati tudi občinska proslava ob državnem prazniku Dnevu samostojnosti in enotnosti. Zato najprej pozdravimo županjo občine Lukovica, magistrico Olgo Vrankar, svetnice in svetnike občinskega sveta občine Lukovica ter ostale goste. En velik aplavz, prosim. Na današnji praznik se spominjamo 26. decembra leta 1990, ko so razglašeni rezultati plebiscita pokazali jasno voljo po samostojnosti in neodvisnosti naše Slovenije. Stare generacije so postale resničnost ali kot je v tistem zgodovinskem trenutku pred 32 leti dejal naš velik poet Tone Pavček. Lepo je doživeti čudež rojstvo slovenske države. Še lepše, da ste bil v pravem času na pravem mestu, a najlepše, da so se nam sanje končno uresničile. Na oder vabim slavnostno govornico nocojšnjega praznovanja, županjo občine Lukovico, magistrico Olgo Vrankar, da v počastitev praznike pove nekaj besed. Izvolite. Spoštovane občanke, spoštovani občani, zakorakali smo v čas božično-novoletnih praznikov, ki je za mnoge najlepši čas v letu in tudi čas, ko se naš hiter tempo življenja za nekaj časa ustavi. Takšni trenutki so priložnost, da vse naše misli, aktivnosti in dejanja namenimo svojim najdražjim. Slovenci v božično-novoletnem času obeležujemo tudi za nas pomemben praznik samostojnosti in enotnosti kot temeljni kamen gradnik naše državnosti in plebiscitarne enotnosti. V zgodovini slovenskega naroda ni bilo pomembnejšega zgodovinskega trenutka, kot je ta, ko smo enotno izglasovali samostojnost naše države. In prav je, da ta pomemben praznik obeležimo s posebno prireditvijo in na ta način pokažemo, da cenimo samostojnost in enotnost, ki sta večni vrednoti. Veseli me, da lahko praznik samostojnosti in enotnosti po 2 letih premora zaradi covida obeležimo skupaj v živo, tukaj v prelepi sončni dvorani na Brdu, kjer bomo preživeli lep večer, saj nam bo praznovanje z novoletnim koncertom popestrila naša godba Lukovica z gosti ansamblom Skrivnost in Dejanom Kranjcem. 32 let je minilo od tistega zgodovinskega trenutka, ko sta vrednoti samostojnost in neodvisnost doživeli uresničitev, kakršne v preteklosti nismo imeli. S plebiscitom smo ljudje na Slovenskem izrazili odločno voljo za vzpostavitev lastne, neodvisne in suverene države. Samostojnost je postala neposreden cilj. Enotnost volje ljudi mu je dala legitimnost in s tem podlago za dokončno uresničitev. Danes je praznik spomina na usodne odločitve, ki so omogočile nastanek slovenske države. Na ta dan pred 32 leti so bili razglašeni rezultati plebiscita, na katerem je potekalo splošno ljudsko glasovanje o odcepitvi Slovenije od nekdanje skupne države Jugoslavije. Zaradi tega je ta dan postal državni praznik. Do leta 2005 se je imenoval le dan samostojnosti, saj obeležuje enega ključnih državotvornih mejnikov. Kasneje pa so ga preimenovali v dan samostojnosti in enotnosti. Na plebiscitu leta 1990 je slovenski narod namreč izkazal največjo stopnjo enotnosti v vsej svoji zgodovini. Za samostojno Slovenijo je glasovalo več kot 88% takratnih volilnih upravičencev.
Takšno enotnost, ki smo jo imeli kot slovenski narod takrat, nismo premogli nikoli prej, niti nikoli potem. Do takrat kot narod namreč nismo imeli priložnosti imeti lastne države. Enotno smo se odločili, da jo bomo imeli. Iz takšne enotnosti in odločnosti, ki smo jo premogli pred 32 leti, pa smo uresničili naše tisočletne sanje. Danes je situacija drugačna, kot je bila pred 32 leti. Saj imamo svojo državo, vključeni pa smo tudi v evropsko družino narodov. Samostojnost smo pridobili in ohranili. Žal pa nismo ohranili vsaj približek enotnosti, ki smo jo imeli pred 32 leti. Po eni strani je razumljivo, saj pred nami ni več tako močnega in velikega cilja, kot imeti samostojno državo, po drugi strani pa so med nami prisotne razlike in različni pogledi, kar je tudi prav, saj nas raznolikost bogati. Pri tem pa bi morali ne samo pogovarjati se med seboj, ampak predvsem poslušati drug drugega. Pri pomembnih vprašanjih bi na ta način naše različne poglede lahko poenotili, če bi bila prisotna politična volja, ki pa jo je na državni ravni iz leta v leto manj. V ospredje so žal vse pogoste teme, ki razdvajajo in delijo. Zdi se, da smo prišli tako daleč, da že ne moremo ven več iz tega začaranega kroga. Prepričana sem, da večino ljudi, ki v srcu ponosno nosijo svojo državo, moti takšen odnos politike. Za dosego naših skupnih ciljev, to je boljše življenje za vse, bi se morala politika večkrat poenotiti in skupaj iskati najboljše rešitve. S tem bi pokazali, da enotnost ni samo beseda zapisana v imenu državnega praznika, ampak je to osamosvojitvena vrednota, ki še kako živi in kroji našo prihodnost. Da je za dosego ciljev možno povezovanje in sodelovanje, dokazujemo na lokalnem nivoju. Da je možno narediti premike, je potrebna pripadnost lokalne skupnosti, poslušati občanke in občane, s kakšnimi težavami in potrebami se srečujejo v vsakdanjem življenju, videti številne priložnosti za nadaljnji razvoj občine ter se zavedati, da smo skupaj močnejši in uspešnejši. Prav zaradi tega je potrebno dajati prednost povezovanju pred izključevanjem. Pomembno je to, da pri tem je pomembno, ni pomembno, kakšne politične barve in pogledov je posameznik. Pomembno je to, da želi sodelovati ter svojim aktivnim angažmajem snovati in izvajati projekte, ki bodo plemenitili našo družbo in okolje, v katerem živimo. Na ta način se uresničuje načrti in dosegajo želeni rezultati. Kjer je volja, je pot. Ovire na poti pa lahko premagamo, če se poenotimo. Naj ob tej priložnosti spomnim tudi na to, da se na današnji dan še s posebno hvaležnostjo spominjamo prispevka vseh tistih, ki so za našo samostojnost tvegali, nekateri pa tudi žrtvovali svoje življenja ali svoje zdravje. Med njimi so bili najbolj izpostavljeni pripadniki teritorialne obrambe in slovenske policije, katerim gre še posebna hvaležnost. S svojim delom, s hrabrostjo v boju in s svojimi žrtvami so dali zgled domoljubja, katerega smisel moramo ohranjati in ki s potekom let nikakor ni zbledelo. Hvala jim. Drage občanke in dragi občani, čestitam vam ob današnjem prazniku samostojnosti in enotnosti. Bodite ponosni na svoje korenine, na svoj narod. Bodite ponosni na svoje prednike, ki so našo domovino zelo ljubili in spoštovali, ter se dobro zavedali bogatstva kulturne dediščine, še posebej pa bogatstva slovenskega jezika in pesmi. Naloga vseh nas je, da posebno v teh negotovih časih drugemu ne obrnemo hrbta, ampak držimo skupaj, se podpiramo in spodbujamo, ter se potrudimo, da bo samostojna država Slovenija topla in prijazna za vse, ki jo imenujemo dom. V teh božično-novoletnih praznikih pa ne smemo pozabiti tudi na naš osnovni dom, družino. Naj bo vaš družinski dom topel,
in prijazen. In to ne samo v teh prazničnih dneh, ampak tudi v prihajajočem letu. Toplina iz vašega doma pa naj vas spremlja na vseh vaših poteh. Želim vam prijetno poslušanje današnjega koncerta, ki ga je pripravila naša godba Lukovica z našimi gosti. Srečno! Kaj je prav smegi traje za gospod županjo in pa seveda zaploskamo vsem našim godbenikom. Zemlja pleše po vesolju in po našem osončju že več milijard let. Z njo plešejo različni narodi in današnja rdeča nit koncerta je ravno ples na 101 način. Ples je vrsta izražanja, umetnosti in pa zabave. Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe. Gibanje z glasbo človeku lahko ustvari zadovoljstvo. Posamezni plesi so del kulture posameznega naroda, prostora in pa časa. Najstarejši slikovni zapis o plesu segajo celo do 15.000 let nazaj. Nekoč je bil ples vezan na religijo in njene običaje, z razvojem kulture je postal še oblika zabave, sprva majhnih skupin, kasneje pa način preživljanja prostega časa velikih množic. Klezmer je inštrumentalna glasba, tradicija aškenazijskih judov iz srednje in vzhodne Evrope. Čeprav se je razvil v Evropi, je sedaj država judov Izrael. Bistveni elementi tradicije vključujejo plesne melodije, obredne melodije in pa virtuozne improvizacije, ki se igrajo za poslušanje. Igrajo se na porokah in drugih družabnih dogodkih. Godba Lukovica in pa Klezmer.
Un applauso per Colombo Vicenza, maestra Daniela Vescovi. Pomembna vloga stare grške kulture je skrivnost, a preplavljena z večnim duhom. Tradicionalni ples se skriva kot nepogrešljiv spremljevalec številnih praznovanj in festivalov. Od verskih praznikov do intimnih poročnih priložnosti, povsod se ples prepleta z veseljem do tradicije. Pomen plesa je v stari Grčiji prevzel svojo moč kot spontani odziv na glasbo. Franko Cesarini je v suiti grških ljudskih pesmi obdelal 3 pesmi, ki pripadajo najstarejšemu izročilu. Nekatere značilnosti tega dela spominjajo na sirtaki, eden in edini ples, ki predstavlja Grčijo. Sirtaki je krožni ali linearni ples, kjer se vsak plesalec drži za ramena. Ime sirtaki izhaja iz grške besede sirtos, kar pomeni voditi ples. Sirtaki pogosto plešejo v tavernah starih Aten. Primimo se za ramena, da vidimo, če je to možno, se primemo čez ramena, evo, levega in desnega soseda, če ga ne poznaš, rečeš, živijo, jaz sem Jure, jaz sem Štefka, in se držimo vsi za ramena, tule v gospa županja, kar primte ga, evo ga, se dobro držimo, evo, stisne za ramena in skupaj zaplešimo sirtaki. Gomba Lukovica.
maestro Daniel Leskovic, en aplavz prosim. Poleg ljudi na zemlji plešejo s svojimi elegantni gibanji tudi živali. Verjetno se sprašujete, ali živali res plešejo. Ko živali gledate v njihovem naravnem okolju, boste videli, da uživajo in so z vsem telesom prisotne pri gibu in da si lažje predstavljate, sledite naslednji zgodbi v glasbi. V afriških savanah se rodi nov levji princ Simba. Ta pa povzroči nejevoljo pri njegovem stricu Skarju, ki s tem postane šele drugi dedič prestola. S svojimi zvestimi podaniki hijenami tako skuje načrt, po katerem ubije kralja in brata Mufasa, Simbo pa prepriča, da je on odgovoren za očetovo smrt. Simba tako izbeži iz kraljestva, na svoji poti pa naleti na zabavno bradavičasto svinjo Pumpo in črkavega Muga Timona, ki Simbo posvojita in ga vzgajata v duhu Hakuna Matata, oziroma v brezskrbnosti. Nekega dne pa sedaj odrasli Simba sreča mladostno prijateljico Nano, ki mu pove, kako je pod Skarjevim vodstvom kraljestvo nazadovalo in ga naposled vendarle prepriča, da se vrne ter prevzame odgovornost kot zakoniti dedič prestola. Simba še vedno muči občutek krivde zaradi očetove smrti, toda kmalu ugotovi, da je glavni skrivec Scar. Zato se odloči, da bo v kraljestvu znova naredil red in tako sklenil večni krog življenja. Uživajte v plesu živali preko savan Afrike. Zaigrajmo vsi skupaj in zapojemo Levjega kralja, ki ga sigurno dobro poznate.
Iz toplih krajev se selimo v severnejše dežele, natančneje v Irsko. Tudi tam ima ta glasba in ples posebno mesto. Melodična glasba lepo sede v uho, irski plesi pa so prava paša za oči. Značilnost irskega plesa je plesanje s pokončno držo, ravnimi nogami, stopali navzven, predvsem hitro gibanje nog in visoki poskoki. Vse na prvi pogled zgleda lahkotno in poskočno ter zelo enostavno. Poznamo dve različice plesa. Prvega se pleše z mehkimi čevlji, podobnimi našimi baletnim, pleše se po prstih, čeprav čevlji nimajo trdih špic. Drugega se pleše v trdih čevljih, značilnih za step. Ritem je včasih tako hiter, da se s prostim očesom ne da slediti gibanja nog. Rekorder s kar 37 udarci na sekundo je Michael Flatley, ustanovitelj skupine, ki vsi dobro poznamo, Riverdance. Sedaj lahko skupaj poskusimo postati lord irskega plesa in skupaj postavimo nov svetovni rekord. Mogoče da to uspe. Godba Lukavica in maestro Daniel Leskovic.
Slovenske se selimo domov, v Slovenijo, v Lukovico. Godbeniki se bodo malce spočili in mogoče zaplesali z vami ali s puncami. Saj se nam bodo s slovenskimi polkami in palački predstavile dekleta iz domače skupine Skrivnost. En aplavz za godbenike, ki gredo na pauzo in pa za 4 simpatična dekleta iz naših krajev. Pozdrav od ansambla Skrivnost. Godba Lukovica, hvala za povabilo. Vesele smo, da lahko danes z vami nastopamo in vas vmes, da se malo spočijete, mi kaj zašpilamo. Naslednja skladbica pa čist temperatura primerna, trenutno Pika polnice. Sedem na tla,
In tale skladbica, ki bo naslednja, je bila čista prva naša. Skrivnost, tako kot smo mi, skrivnost. Je pa taka
da prijatelji ostanejo tudi v novem letu prijatelji. Tako, kako jo vsi poznate in bomo vesele, če zapojete z nami. Punce! Radi se si imejmo, saj pesem druži nas. Nekdor ne ve, kako priliže se. Vsaj par besed, kadar si čisto sam. Pogrešam vas, prijatelji mladih let. Kako bil vesel, razigran je naš svet, vas slišimo? Ostanimo prijatelji, najbolj ne smih kot tisti dneh. Ozbrani vsi prijatelji, smo do noči prepevali. Ostanimo prijatelji, zdaj naj velja beseda ta. Pesmi ne družba nam živi, še dolgi priorizke. Vsi čutimo, da čas beži naprej. Spet leto dni smo starejši kot prej. Le malo kdaj še skupaj spredemo. Smo se našli, kdaj se spet srečamo vsi. Ostanimo prijatelji, najbolj svet do tistih dneh. Ozbrani vsi prijatelji, smo do noči prepevali. Ostanimo prijatelji, zdaj naj velja beseda ta. Pesmi ne družba nam živi, še dolgi dni. Radi se si imejmo, saj pesem druži nas. Radi, hej, se si imejmo, hej, saj pesem druži nas. Hvala lepa. Tole so bila prečudovita dekleta ansambla Skrivnosten. Velik aplavz še enkrat. Tokrat nismo prestrali kakšnih grških ali pa irskih pesmov, ampak slovensko polko in pa vraček. Zunaj je mrazni čas je, da se zopet malo pogrejemo. V ritmih in glasbi Latinske Amerike. Zaplesali bomo slavno sambo. Samba je ples v dvočetrtinskem taktu, tempo je kot pri irskih plesih zelo hiter. Samba je tipičen brazilski ples, ki so ga včasih plesali v obredih, ki so služili zaklinjanju bogov. Na takih slovesnostih so plesali tudi po več dni skupaj. Samba se kot družabni ples prvič pojavila v Evropi leta 1924, prodrla pa je nekaj kasneje, šele po letu 1948 svojo poenostavljeno obliko. Danes je v Braziliji narodni ples, ki ga plešejo v mnogih oblikah. Samba je radosten, vesel, razigran ples, kjer prihaja do izraza gibanja z boki, prav tako pa je ples majčken erotičen, ker ga plešemo v parih. In prisluhnimo, kako tale ples zgleda preko glasbe, Godba Lukovica in pa maestro Daniel L. Leskovic.
Včeraj in danes imamo praznična dneva in verjetno ste včeraj, no pa tudi predvčerajšnjim, praznovali v družinskih krogih. A tudi naša godba je ena velika družina, zato se prazničen dan nadaljuje. Včeraj ste verjetno bili v kakšni smrekici, imeli skupni zajtrk ali kosilo, prepevali božične pesmi, no mogoče tudi kaj zaplesali, kot današnja rdeča nit koncerta. Božič je dan, ko si vzamemo čas zase, ko praznujemo daljše dni in skrivnost Jezusovega rojstva. A ostanimo pri pleslu v dvoje. Zima je, zunaj pada sneg. Božični večer, sama sva, le jaz in ti in zapleševa v dvoje. Naj bo tale pesem voščilo ob prelepem božiču. Božica 2, godba Nokovica, dekleta iz skupine Skrivnost in pa moja malenkost.
Že čez nekaj dni nas čaka spet nov praznik. Praznik odhoda letošnjega leta in prihod novega. Na silvestrski večer, kot mu rečemo, boste skupaj s prijatelji ali z družino zopet peli in se veselili novih časov. Jaz predlagam, da kar zaplešite skupaj, mogoče prejmete tudi kakšen poljub. Silvestrski poljub in mislim, da ni božično-novoletnega koncerta nobene godbe, kot ta pesem ne zazveni. Torej, ena pravo za godbo Lukavica in maestra Daniela. Predlagam, če imate telefone, da počnemo kakšno lučko. Kar pogumno. Tako kot zgorja. Prijatelji, proslavimo novoletni dan. Tu sem jaz, tu si tudi ti, ki skrivajte rad imam, čeprav ljubiti te ne sme. In kaj skupaj? Ko pride ponoč, ko gorijo le še sviče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dan, ko poljubim te, ti naslednji dan, šla boš nekam, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub. Srečnega pa snova, ne, še par dni. Kot je prej bilo, neizprosten je življenja to. In vendar upam bom srčno, da ko leto bo krog, spravili bomo spet s teboj. Zdaj ste pa vi na vrsti. Še bolj glas. Ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub. Godba Lukavica in pa Daniel. Godbeniki so bili v tem letu zelo uspešni. Udeležili so se državnega tekmovanja slovenskih godb in mažoretnih skupin v Korakarju.
Moči so združili z mažoretami iz Raneč in za skupni nastop prejeli zlato plaketo. No, v tem letu pa se je godbi priključilo nekaj mladih glasbenikov in novoletni koncert je prava priložnost, da jih medse tudi uradno sprejmemo. Novi člani godbe Lukovica so, čakamo se samo še predsednika, godbe Sandija Oražen, en aplavz, prosim. Gremo kaj po vrsti. Imamo 4 nove člane. Nika Andrejka na klarinetu, Nika Vage na bliže. Evita Pakiš Arko, prav tako na klarinetu. Urban Ocvirk na saksofonu. In pa Neža Andrejka na tenorju. Še skupna fotografija. Godbeniki, dajte nečke mesta, ste vas poboljšte videli na fotografiji. Ja, evo ga, vsi ustrajamo. Na smeh. Hvala novim članom, sedaj pa hostestvo prosim, da prinese zadevco, o kateri smo že govorili. Torej, lukoviški godbeniki imajo poleg glasbe tudi mnogo drugih talentov. Klarinetist Božo Stupica je odličen oblikovalec. Več kot 50 letih je svoj talent poklicno in ljubiteljsko razvil v nešteto izdelkih, oblikah, vizualnih rešitvah, izdelanih predlogov na natečajih za logotipe, grbe, naslovnice, spominke, publikacije, zastave in druge z njegovo zamislijo obogatene zaslove. Izdeluje skulpture iz lesa, mavca in siporiksa. Še vedno je aktiven in tako je iz lesa izdelal in oblikoval maskoto godbe Lukovica. Da vidimo. In to maskoto godbeniki izročajo občini Lukovica. Gospod, vidim, da res vam gre od roke, kaj ne rečem. To je res čudovito. Torej, to maskoto godbeniki izročajo občini Lukovica kot zahvalo, ker vsa ta leta verjame v godbo Lukovica in jo fejst podpira. Je tako, ne? Ok, jaz mislim, da predsednik tole kar izroči župani. Našega tehnika bi samo prosil za stojano za mikrofon. Da, ne radiš, ok, ne radite, izvolite, bomo kar brez. Lep dober večer še v imenu godbenic in godbenikov naše godbe Lukovica. Veseli smo, da smo se po 2 letih pauze zopet zbrali tu z vami, našo čudovito publiko. Iskreno bi se rad zahvalil za vso podporo, ki nam jo izkazujete tako danes kot čez celo leto. Posebej še pred 1. majem, ko vas obiskujemo po vaših krajih in nas tako obilno pogostite. Hvala lepa vsem, ki ste pomagali, da je današnja prireditev lahko uspela. Posebej hvala občini Lukovica za vso finančno podporo, ki sploh omogoča delovanje našemu društvu. Tako da se priporočamo tudi še za naprej in res hvala lepa. Hvala lepa
za to maskoto, ki bo našla primerno mesto v občinski stavbi, to vam zagotavljam, in pa seveda z veseljem godba Lukovica vas podpiramo, kajti ni prireditve, da ne bi sodelovali tako na občinskem nivoju, kot tudi zunaj po Sloveniji, kjer nas zastopate. Tako da še naprej vam želim uspešno delo, uspešno drugo leto, pa seveda praznujete 25-letnico in se zopet srečamo. Tako da hvala lepa vsem in pa srečno. Hvala lepa, Tanja. Zdaj bi pa sam še par zahval. Našega kapelnika Danijela ste že spoznali. Danijel, hvala, da ste v začetku leta pridružili našemu društvu in računamo, da je to dolgoročna zgodba. Hvala lepa. Hvala, da je tudi tebi. Na prejšnjem koncertu si nam obljubil, da prideš naslednje leto, tudi če čez 3 leta je isto super, tako da smo veseli, da si z nami in da deliš svojo energijo tu na odru. In seveda še naše skrivnostne prijateljice, ki so se skrile, evo, že prihajajo. Hvala lepa tudi vam. Veseli smo, da ste se nam pridružili. To je naše prvo sodelovanje in prepričan sem, da tudi ne zadnje. Na koncu pa samo še povabilo na naše nastope v naslednjem letu, kot je gospa že omenila, praznujemo srebrni jubilej. Sredi meseca maja planiramo imeti zopet tukaj en koncert, tako da povabljeni že danes. Hvala lepa še enkrat in pa srečno 2023. En applaus za predsednika. Jaz bi prej vidno, da ste vi super pevci. Danes že cel večer matramo godbenike, se tako trudijo za nas, da lahko mi uživamo. Dajmo zdaj mi mečke probati. Torej, zdaj ste vi na vrsti, da slišimo tole. Sredi zvezd, noč in dan, Vrtita svet, zemlja piše, tjave zvezde. Bravo. A bomo zaploskali naši publiki? Mislim, da imamo odlične pevce danes, pred odrom in za odrom, in hvala vsem za današnji obisk. Bodite naša družina tudi v letu 2023. Želimo vam veliko zdravja in prijetnih trenutkov, in če igrate kakšen inštrument, imamo kakšnega inštrumentalista tule, pa ki ni član godbe. Aha, tale vidim roko, ki ni član godbe. Torej, vsi tisti, ki igrate kakšen inštrument ali pa imate vsaj željo, da bi nekaj poskusili, vrata godbenega doma Lukovica so vedno na Snežani odprta, tako da lepo vabljeni, sigurno bodo veseli, predvsem kakšnega nizkega trobila, ne? Pa kaj še najbolj radimo? Trobente, torej, če igrate trobento, bo najboljš. Drugače ste pa vabljeni, ne glede na to, tudi če boste sam prapor nosili, bo čisto vredno, tudi pa za kakšno majico, če boste dali, bo tudi vredno. Torej, zahvalil bi se pa rad tudi preveč ljudi, da jih naštevamo. Torej, hvala vsem tistim, ki ste na takšen in drugačen način pomagali godbi Lukovica, da gre naprej in da bo v 23. letu res veliko dobrih koncertov. Zaplešimo v novo leto 2023, ki prihaja za tisto pesmijo, ki ste že vi prej s pesmijo napovedali. Hvala in pa lahko noč!
aplauz za Gordbo Lukovica in pa maestra Daniela Leskovica. A ste šli za kačko? Eno, dve, tri. To ne vem, če bo šlo skozi, ampak bomo prvo probali eno, pol pa da vidimo, če bo šlo še ena in tako naprej. Znamo kaj za vniska? 3, 4 zdaj? Ok, pa pa dajmo eno tako polko. Se mi zdi, da bo ta najbolj primerna za zdaj. Smo pripravljeni? Super. Daniel, mislim, da lahko tukaj nadaljujete celovečerni koncert. To letos ne bo možno, ker jutri je delovni dan in verjamem, da bo nekdo službo, ampak vsaj eno nam še pa privoščite. Jaz verjamem, da bo točno tista, brez katere pa koncert godbe, bilo katere godbe v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, tudi po svetu in v Evropi ne gre. Torej, pri naslednji skladbi fejst pomagajte z aplauzi, fejst pomagajte s tempom in pa še enkrat vse lepo. Imejte se luštno in fino fajn. Čau!